dan, gospe in gospodje, načelnik, minister. Pred 2 dnevoma sem imel odgovornost in čast, enako kot danes, da predstavim moj pogled na trajne in prednostne usmeritve slovenske varnostne in zunanje politike. Pred 2 dnevoma diplomatskemu zboru, vodjem naših misij v mednarodni skupnosti in danes vam. Seveda to ne morete biti vsebinsko 2 različna pogleda. Sta pa v otenkih, glede na to, s kom razpravljamo, mogoče nekoliko bolj obarvana zunanje politično varnostno. Tudi tokrat ne morem začeti mimo tistega, kar sem sicer v pisnem prispevku, tako za diplomatski zbor kot načelnik in minister, če se strinjate, tudi za ta visoki zbor častnikov, pripravljeno v zborniku, ki sem mu dal ime Osvežitev slovenske, evropske in zunanje politike, prispevek razpravi in ocenjuje kot eksistencialno za prihodnost našega naroda in države. Kaj je takega, da predsednik republike oceni življenjskega pomena za bodočnost tega in prihodnjih rodov? Po mojem mnenju je to prihodnost razvoja evropske ideje, prihodnost razvoja Evropske unije, ki je danes tudi naša širša domovina. To ne pomeni, kot sem bil zapisal in danes tudi pred vami znova poudarjam, da sicer izven te možnosti Slovenija nima možnosti, da bi preživela kot suverena država, svarim pa, da bi taki eksistencialni pogoji, v katerih bi bila Slovenija ali prisiljena ali primorana živeti, za nas težja in slabša izbira. V našem nacionalnem interesu je, da po svojih najboljših močeh prispevamo k temu, da Evropska unija živi dalje in da kolikor v prihodnosti lahko predvidevamo razvoj te Evropske unije v večjih hitrostih, Slovenija ostane in okrepi svoj položaj v Evropi prve hitrosti. Gospe in gospodje, to je bila doslej neka usmeritev, ki je imela tako imenovan tacit konsens. O njej se Slovenci in Slovenke nismo izrekali na referendumu, kot nekateri drugi narodi. Odločitve je, razen seveda odločitve za vstop v Evropsko unijo, sprejemal državni zbor, na zadnjo o pristopu k Lizbonski pogodbi leta 2007. Državni zbor je to odločitev sprejel leto dni kasneje. Hočem reči, da si kot predsednik republike aktivno prizadevam, da bi se ta konsens, to soglasje, vzpostavil dovolj zgodaj, preden utegne biti naš narod in naša država izpostavljena odločitvi, ali je pripravljena sprejeti nadaljnji prenos suverenih pravic na organe Evropske unije ali ne. Moje stališče poznate že danes. Moje stališče je, da je v življenjskem interesu Slovenije, da zastavi skoraj vse, s čimer razpolaga za to, da bi ostala in okrepila svoj položaj v Evropi prve hitrosti. Ko pravim skoraj vse, torej dopuščam, da so nekatere stvari, ki tudi zame, kot privrženega Evropejca in zagovornika slovenskega članstva v Evropi prve hitrosti, niso sprejemljive. Recimo, če bi morali žrtvovati jezik, kot uradni jezik Evropske unije, slovenski jezik, naš jezik, zame to ne je bila sprejemljiva odločitev. Recimo, da se razumemo, o čem govorim. Drugače pa menim, da bi bilo za Slovenijo koristno, če v tem novem iskanju ravnotežja med potrebno enotnostjo v Evropi, zlasti v prihodnje v Evropi prve hitrosti, ki bo tudi valutna unija, če med iskanjem tega razmerja med enotnostjo in različnostjo Slovenija razume, da je za uspešnost Evropske unije
seveda neka večja enotnost potrebna, če želi ostati konkurenčna v globalni ekonomiji, če želi ostati pomemben partner pri urejanju političnih in varnostnih vprašanj v svetu, da je pa seveda za nas kot majhen narod, zlasti za to, pomembno, da kljub tej težnji po enotnosti ohranimo nekaj suverenostnih pravic, ki bodo ostale neodtujljive. To je zelo zapleten politični proces, ki je pred nami, zato se mi zdi toliko bolj pomembno, da vsi razumemo kompleksnost tega izziva in procesa, da se nam pripravimo in da nas te odločitve ne dočakajo, ne da bi bilo dovolj potrebne narodne enotnosti, preden bo ta formalno sprejeta. Moje mnenje je, da bo po evropskih volitvah, ki bodo letos maja, po oblikovanju komisije in po zaživitvi dela vseh institucij na evropski ravni, da bo prišlo do nekega političnega premika in morda znova do obuditve zamisli o konvenciji o prihodnosti Evrope, nekaj, do česar je prišlo na začetku prejšnjega desetletja. To je vodilo, kot se spomnite, konvencijo pod vodstvom bivšega francoskega predsednika d'Estainga do tako imenovane Evropske ustave, ker pa je v nekaterih državah ta Evropska ustava šla tudi na referendum, v Sloveniji je to odločitev sprejel Državni zbor, in je na teh referendumih bila zavrnjena, se je ta takrat precej pogumen in mislim, da dalekoviden, ta dalekovidna iniciativa zaustavila in države so takrat v iskanju potrebne pravne podlage leta 2007 sklenile dogovor v Lizboni o pogodbi Evropske unije in Evropski skupnosti in tako je to danes pravna podlaga Evropske unije. Zlasti kriza je razkrila, da Evropa ne razpolaga s potrebnimi mehanizmi, ki bi jo kot Evropsko unijo, ne samo kot skupnost sui generis 28 držav, naredila za dovolj prožno, za dovolj odzivno, za dovolj uspešno pri soočanju z izzivi sodobnega sveta. Zato je moje trdno prepričanje, da bodo slej ali prej zlasti razvitejše države, tako imenovane AAA države, torej države, ki imajo močan gospodarski potencial, zaradi tega tudi močno socialno stabilnost, zaradi tega tudi, rekel, prepoznan politični prestiž, prej ali slej dali inicijativo za poglobljeno sodelovanje. Ker vse države ali ne bodo hotele, ali pa ne bodo sposobne. Ne bodo vse države vključene v tako Evropsko unijo prve hitrosti, da pa bi zadržala relativno varnost in mir. Se bo Evropa odločila za to, da bo verjetno v pravni podlagi dopuščala torej, Evrope večjih hitrosti, pri čemer bodo, to je zelo pomembno, kar bom zdaj rekel, vsaj tako jaz presojam, pri čemer bodo države, bodi si zaradi izražene volje, lahko sodelovale in bodo zaradi svojih gospodarskih in socialnih kapacitet lahko izpolnjevale odgovornosti, ki bodo sledile iz nove pogodbe, ali pa te politične volje ne bodo izrazile, ali pa ne bodo sposobne, ne bodo dovolj gospodarsko, socialno, politično in pravno kvalificirane, da bi izpolnjevale in dolžnosti in odgovornosti ter uživale pravice iz take poglobljene Evrope prve hitrosti. V tem smislu utegne nastati zlasti v daljšem časovnem obdobju, torej razvoj Evrope večjih hitrosti v slovenskem interesu je, to je moja presoja, da je naša družba in država, naš narod vpet v Evropo prve hitrosti skoraj za vsako ceno. Ko pravim skoraj za vsako ceno, tudi zame obstoji nekaj pogojev, ki so, če niso izpolnjeni, take narave, da niso spremljivi, kot sem prej omenil, primeroma jezik. Če pogledamo razvoj tega procesa na daljši rok, lahko ugotovimo, da je
če imam prav v svoji presoji, to pravzaprav dobra in za nas ugodna dinamika razvoja evropskih in mednarodnih odnosov v našem ožjem prostoru, kajti lahko bi prišlo tudi do tiste, ki je, kot rečeno, za nas slabša. To bi pomenilo, da bi se, pravim, zato je danes manj izgledov, manj verjetnosti, tudi ni izrecne politične volje, da bi do takega razvoja dogodkov prišlo, da bi zaradi odsotnosti konsenza med državami, zaradi krize, zaradi cele vrste političnih, socialnih in gospodarskih razmer, ki jih danes še ne poznamo, bi se povtegnile v prihodnje razviti, prišlo do razpada Unije. Za Slovenijo je to skrajno neugoden razvoj dogodkov. To bi pomenilo, da se Slovenija, tako kot druge države, vrača v obdobje čiste geopolitike, kjer je dolžna zlasti za svojimi silami braniti svoje suverenostne pravice. To ne nujno pomeni, da v primeru razpada pride do varnostnega konflikta, vendar pa lahko iz izkušenj v mednarodni skupnosti, tisto, ki jo ocenujemo kot sodobno, tja od Vestfalskega miru naprej, da praktično lahko napovemo, da je verjeten razvoj dogodkov, tudi varnostni konflikt v tem primeru. V tem smislu bi bil torej tukaj pred častniškim zborom zelo ekspliciten. V našem interesu je, da Evropska unija najde rešitve za poglobljeno sodelovanje. V našem interesu je, da smo del tega poglobljenega sodelovanja. V našem interesu je, da znamo sami definirati, kaj je tisto, kar je nujno za to, da se v Evropi oblikuje potrebna politična, gospodarska, socialna, bančna in druga enotnost in unija, in kaj je take narave, da za nas ni sprejemljivo, da bi bilo prenešeno iz naših rok in našega odločanja v roke in odločanje na raven Evropske unije. Kot sem rekel, ta predvidoma ugoden razvoj dogodkov, se pravi sicer stopnjevanje Evrope več hitrosti, že danes imate valutno Evropo in imate Evropo, ki ni del valutne cone, in bi že to lahko pomenilo, vsaj v strokovni javnosti deloma tako velja za Evropi dveh hitrosti, ampak te stvari se bodo še kristalizirale v prihodnje, zlasti če bi enkrat prišlo do širitve na Zahodni Balkan in morda enkrat tudi za Turčijo, ni dvoma, da se bo Evropa potem strukturirala v Evropi več hitrosti zaradi cele vrste razlogov. En razlog je politična volja, da nekateri pri tem ne bodo želeli sodelovati. Tukaj nimam v mislih samo, kot se večkrat navaja, Velike Britanije. Tukaj imam v mislih še nekatere druge države, ki imajo pomisleke do prenosa, novega prenosa suverenih pravic na poglobljeno Evropsko unijo. Tukaj so tudi države, ki, tudi če bi to hotele, jih tiste, ki bodo v tem krogu, ne bodo pripravljeni sprejeti, ker zaradi svoje nerazvitosti utegnejo ogrožati njihov gospodarski, socialni in seveda tudi varnostni potencial. Za vse pa seveda, in to je splošna presoja, kolikor jo poznam v evropski politiki nasploh, je Evropa, ki je utemeljena po drugi svetovni vojni na francosko-nemški spravi, torej na tako imenovani Elizejski pogodbi. Lansko leto, v tem času smo praznovali 50. obletnico, je utemeljena na prepričanju, da je evropsko sodelovanje koristno, zlasti in predvsem za mir. Zdaj prihajam na tisti del, ki se mi zdi pomembno zlasti za ta zbor. Mir, ki nikoli ni bil in tudi danes ni samoumelen, ne evropski in ne svetovni. Ni moja naloga, da bi zdaj ekstenzivno in akademsko poskušal diagnosticirati varnostne in politične razmere v sodobnem svetu, naj poudarim samo 3 stvari. Prva stvar je, da zaenkrat politična arhitektura, se pravi struktura Organizacije združenih narodov in druge multilateralne organizacije političnega in varnostnega značaja, tiste, ki zagotavljajo kolektivno varnost ali varnost posameznih skupnosti, da zaenkrat
še lahko regulirajo politične, gospodarske, socialne in druge izzive sodobnega sveta. Zaenkrat. Problem, ki ga vidim, je, da so razmerja moči med glavnimi nosilci te politične arhitekture utemeljene na razmerjih moči, ki so nastale neposredno po drugi svetovni vojni, v 7 desetletjih pa so se zelo spremenile. In danes lahko vidite odstopanje med formalno močjo na eni strani in stvarno močjo glavnih igralcev v svetovni politiki in svetovni varnostni politiki na drugi strani. V sodobni mednarodni skupnosti, to lahko znanost izlušči, so taka odstopanja med formalno in stvarno močjo bila lahko povod za nekontrolirane konflikte, tudi če si jih igralci niso želeli. Druga pomembna stvar, ki se mi zdi vredna za našo oceno varnostnih razmer v svetu je, da je en fenomen, zlasti z sodobno komunikacijsko tehnologijo, postal pomembnejši sprožilec nevarnosti, kot je bil kadarkoli doslej. To je globalno zavedanje družbene neenakosti. Zavedanje družbene neenakosti je bilo skozi celo zgodovino, zlasti v urejenejših in sodobnejših družbah, sprožilec konfliktov pogosto. Vendar pa nikoli ni tako odločilno vplivalo tudi na svetovni mir kot sedaj. Zato, ker je ljudem prezentno veliko bolj, kot jim je bilo kadarkoli, kako velika so odstopanja v socialnih in drugih položajih med njimi, znotraj držav in držav med njimi. Jaz, seveda tako kot vi, nimam nobene kavne usedline, na osnovi katere bi lahko ugibal o razvoju mednarodne skupnosti v prihodnosti. Tako kot vi, kot jaz, sem dolžan spričo svojih strokovnih znanj, izkušenj, skozi presojo tistih, ki so danes v svetu akademsko, politično in drugače profesionalno poklicani, ki presojam, vendarle oceniti ta znak, torej poglabljanje zavedanja o družbeni neenakosti kot enega od pomembnejših sprožilcev za spore od običajnih tradicionalnih konfliktov med državami, ki seveda ostajajo še vedno relevantni za oceno varnosti v svetu. Tretja stvar, ki se mi zdi pomembna reči, je, to velja zlasti za našo državo in našo družbo, da je Slovenija varna država. Ko pregledamo vse te procese, in s tem tudi zaključujem postopoma ta kratek uvod, ko pogledamo v celoti širše vzeto razvoj mednarodnih odnosov, tudi razvoj zlasti varnostne situacije v Evropi in svetu, lahko ugotovimo, da je Slovenija varna država. Še več, to je seveda moja osebna izkušnja, Slovenija je glede svoje varnosti na nek način, če ne bom narobe razumljen, precej razvajena država. Mi jemljemo dejstvo, da se lahko mirno sprehajamo kadarkoli, kjerkoli, sami v družbi, da smo zato varni, kot samoumevno drugje po svetu, tisti, ki ste živeli v Zahodni Evropi, v Združenih državah ali kje v Aziji, veste, da temu ni tako. Slovenija ima urejene odnose z sosedami, Slovenija je v zvezi NATO, ampak še več od tega Slovenija ima in dobiva vse več in več prijateljev po svetu. Z tega vidika je varnostna ocena za Slovenijo zelo ugodna. Zelo ugodna. Vendar pa se mi zdi, da je za vas, za vodstvo Slovenske vojske, za ministrstvo in nazadnje zame, skupaj z vami, pomembno, da se ne zanesemo na to, da je ta varnost, ki jo uživamo mi kot država in vsi naši državljani, da je to trajno in samoumevno. Prvič, do tega smo prišli v veliki meri po svoji politični presoji, z
potrebnim konsensom, brez katerega teh velikih dosežkov ne bi bilo. V veliki meri je to sad našega dela in smo spričo tega lahko ponosni. V veliki meri pa tudi sad nekega pozitivnega za nas in našim ciljem naklonjenega razvoja mednarodnih odnosov, kjer je mogoče ohranjati narodno identiteto, kjer je mogoče ohranjati naše posebnosti in značilnosti in to v pogojih odprtega sveta, brez katerega Slovenija ne more. Zato se mi zdi, da na drugi strani velja imeti tudi zaradi spremenjene narave nekaterih zvez, v katerih smo, kot je recimo NATO, in morda zaradi spremenjenih funkcij, ki jih utegnejo pridobiti v naslednjih desetletjih, ukolikor bodo dobile recimo širši mandat mednarodne skupnosti, recimo Organizacije Združenih narodov, za posredovanje v imenu mednarodnega miru, povsod po svetu, kar se deloma že dogaja, torej z soglasjem mednarodne skupnosti, ne brez njega. Seveda moramo imeti profesionalno vojsko, ki je primerno opremljena, usposobljena in motivirana, da izpolnite velike in zelo zahtevne naloge. Zdaj jih, moram še enkrat tukaj pred vami povedati, da mi je v veliko čast, da kot predsednik republike lahko sprejemam ne samo vljudnostne, ampak zelo iskrene komplimente drugih državnikov, ki opisujejo prizadevanja, vedenje in dosežke Slovenske vojske, kjerkoli opravlja svoje naloge v misijah, kot zgledne, kot profesionalne in v taki luči, da krepi ugled in prestiž naše države. In bi se zato vodstvu Slovenske vojske, vam in vsem, ki ste kakorkoli odgovorni, da tak ugled in imate in ga sooblikujete za prestiž države, da bi se vam rad zahvalil za to. To je bilo samo nekaj kratkih premislekov, ki so mestoma tudi moji, nujno ne izražajo uradnih stališč Slovenije. Mislim, da bi bilo precej še veliko bolj dolgočasno, če smem tako reči. Poslušati me toliko časa, če bi samo ex cathedra predaval to, kar je že zajeto v strateških dokumentih. Tisto, kar ni, je tukaj zato, da me bolje razumete, tako v mojih ravnanjih, kot v mojih ocenah. Jaz bom zelo zadovoljen, če bomo potem v nadaljevanju slišali tudi vaše kritične opombe ali pa pripombe, morda kakšne druge ocene, ki so pomembne za to, kako vsi skupaj ocenjujemo varnostne in politične razmere v Evropi in svetu, da se odkrito pogovorimo morda tudi o odnosih znotraj slovenskih obrambnih sil, zlasti znotraj Slovenske vojske, o uspehih in neuspehih kakšnih stvari, ki so povezane med vojsko in ministrstvom, med Slovensko vojsko in mano in mojim uradom, skratka, da se odkrito pogovorimo o stvareh, ki so pomembne za to, da se, in s tem res končujem, še naprej naši ljudje lahko zanesejo, da imajo v Slovenski vojski institucijo, ki je profesionalna, ki je sposobna upravljati svoje delo, tako znotraj meja in varovati našo varnost, pomagati ljudem, ko nastopijo momenti stiske zaradi naravnih ali drugih nesreč, takrat in tedaj, ko drugi tega ne morejo narediti enako uspešno, da sodelujejo v mednarodnih misijah enako kvalitetno in še bolj kot sedaj, da s tem krepi naš ugled in prestiž. Prestiž je v mednarodni politiki stvarna kategorija. Vse to so naše ambicije, mislim, da smo zelo na pravi poti, mislim pa, da je bilo zelo neodgovorno od vseh nas, če bi mižali pred kakšnimi izzivi. Mislim, da ni mogoče reči, da lahko vojska oziroma da lahko obrambni sistem v nedogled znižuje fiskalne možnosti, če hočemo, da so naši vojaki primerno in opremljeni, in usposobljeni, in motivirani.
da opravlja svoje delo. Na teh in drugih stvarih se bomo pogovarjali. To je bil moj uvod, gospod minister, načelnik. Hvala lepa za vašo pozornost in se veselim vaših pripomb in komentarjev. Hvala lepa.